Nekaj besed bo namenjenih očetu. Dolfe Schmidt, star Domžalčan, praktično celo življenje je član tega kluba v taki in drugačni obliki. Oče je lani dopolnil 80 let, kolikor ga zdravje dopušča, še vedno prihaja na domače tekme, gostujoče spremlja prek televizijskega ekrana. To imamo pač v genih. Od ranega otroštva položeno dobesedno v zibelko in nogomet je bil pri nas vedno del življenja. Očetov prvi stik z domžalskim klubom in nogometno žogo je prišel kmalu po drugi svetovni vojni. Leta 1946 se je družina vrnila iz izgnanstva s Češkega nazaj v Domžale in ker je njegov starejši brat Janez, znan pod delovnim imenom Hanzi, v tem področju že brcal žogo, je bila logična posledica, da bo tudi drugi brat oziroma najmlajši v družini, oče je bil namreč 10. otrok te družine, šel po njegovi poti in tako se je leta 1949–50 priključil treningom v pionirski selekciji Domžal. Potem, ko je zaključil v bistvu svojo nogometno kariero, se je odločil za drugo pot. Opravil je tečaj za nogometnega sodnika, hkrati pa izobraževanje za trenerja. In seveda prva služba je bila v domžalskem mladinskem pogonu, potem je bil v različnih obdobjih trener članske ekipe Domžal. Na koncu pa se spet vrnil k mladinskemu pogonu, kjer je v bistvu tudi zaključil trenersko kariero. Takratni časi pa viri financiranja kluba v tistih časih pa danes je to povsem drugačna zgodba. Denarja je zmeraj primanjkovalo, čeprav so bili stroški neprimerljivi, ampak kljub temu za pogon, kakršen je bilo zmeraj se je na tem kup iskalo. En redkih virov recimo so bile vstopnine, ker obisk je bil za tiste čase kar soliden. Takrat se je večinoma igral v nižjem rangu in to se je bilo veliko teh lokalnih tekem. In te lokalne tekme že po sami naravi potegnejo več obiska. In tako, kot bi danes rekel, da je, ne vem, tekma z Ihanom pripeljala ravno toliko ljudi kot tekma z Aluminijem. Recimo v Domžalah je bil takrat zelo dobro dodelan model, če rečeva, za dan žena. Klub je dobil v najem halo komunalnega centra oziroma zdaj domžalsko dvorano. Tam se je organiziral en lep tak prijeten večer z ansamblom, z večerjo, vstopnine je bilo treba plačati srečolov. No in ta sredstva, ki so se praviloma nabrala, ker bilo je pa obiska kar, hala je bila ponovadi kar polna, so pripomogla k financiranju kluba, ob tem pa so dolga leta tudi turnirji v malem nogometu potekali tudi uspešno. Mislim, da je bilo vsako leto, da je bilo več kot 200 ekip na tem turnirju, ki so plačali prijavnino in tudi to je pripomoglo, da je klub deloval. Je pa zgodba organizacije mladinske selekcije oziroma mladinskega centra tedaj pa danes povsem neprimerljiva. On je imel takrat zelo malo igralcev in je hodil po Domžalah, recimo po SPB-ju in pa po Veljka Vlahoviča ulici, oziroma zdaj je to Miklošičeva ulica, in iskal fante, kateri bi lahko igrali ali pa ki so že nekoč igrali, pa so potem nehali, zato da je nabral dosti igralcev za domžalsko ekipo, za mladinsko ekipo. In pa potem še takrat, ko je bil dan tekme, vem, da sem šel dostikrat k raznemu, pa sva šla spet po blokih, ker telefonov takrat večina ni imela, pa sva na dan tekme šla zvoniti, a prideš danes, pridem, ja, in tako naprej, da se je nabralo dosti fantov. V tistih časih so na tekme hodili s tovarniškimi tovornjaki. Praviloma so imeli tovornjake iz Toka, iz Univerzala ali pa iz Osnjarne. Zadaj v keson so dali klopi in odiseja se je začela. Alfa in omega dogajanja praktično od leta 1946 naprej je bil pokojni Janko Šuštar. On je bil deklica za vse, bil je v vseh možnih funkcijah. Od novinarske, tajniške, garderoberske, blagajniške, ni vloge, ki je praktično ni imel. In on je v slačilnicah oziroma doma skrbel za to garderobo kot tako. Drese pa moram reči, da je varoval približno tako, kot da bi bili zlata. Jaz recimo, če se vrnem k svoji zgodbi, recimo v pionirskih časih, kako je bilo,
Domžale so bile v tistih letih vedno odete v plavo barvo. Počasi smo bili takrat kot pionirji že naveličeni te plave barve in Janko je takrat dobil en lep, tak angleški komplet dresov, ki smo mu rekli. In smo ga prosili, Janko, bi nam ti te drese dal za kakšno tekmo. In je potem, se spomnim, zadnjo tekmo v sezoni rekel, fantje, jutri dobite te drese. Ampak kaj se je zgodilo? Janko je, tako, on je bil tudi ljubitelj žlahtne kapljice, veseljak je bil, dobričina. In tako se je na predvečer tiste zadnje tekme na balinišču malo predolgo zadržal, mu je po tistem času on enega kužka. To je bil čisto krni vaški postopač. Jaz ne vem, kako se je zgodilo, ga je pozabil v garderobi za čez noč. In ker je kuža moral iti nekam lulat, pač te drese naslednji dan nismo mogli obleči. Ni bilo variante, bili so polulani in tako da smo bili spet plavi. Dolga leta so bile slačilnice tam, kjer je danes sedež MNC-ja. To so bili taki simpatični prostori, tako, nič dodelani, nič kaj tako, ampak noter si čutil eno tisto dušo, eno veselje, ki si noter stopil. Če šel kakšen mem, takrat je slišal kar kakšne take krike, ki se je izpod ušev, smo vpili, Janko, voda, 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 pa bom naštimal, ampak Janko je bil tako malo, kakorkoli je bil dobričen, je bil tudi malo gorenca po duši, pa tisti ventil ni do konca odprl, tako da začutili smo esenco tople vode, ampak prave topline pa ne. Če se vrnem v očetove igralske čase, je predvsem v spominu zgodba z gostovanja v Vipavi. V Vipavi je bil takrat vojaški klub, za katerega so večinoma igrali oficirji, praktično vojno osebje. In njim je prišlo na uho, da Domžalčani niso ravno imuni na rujno kapljico. In so tako za gol postavili nekakšen čeber, nekakšen soček z vinom. Ko so Domžalčani na sami tekmi to ugotovili, kaj je to, je praktično sama igra kmalu padla v drugi plan. Najprej je bilo še to nekaj sramežljivosti, pa je kakšen stekel za gol, da si bo popravil, recimo v tistih časih smo uporabljali besede štucke pa bajšne, da si bo popravil, hkrati zdaj malo nagnil, ampak seveda potem je bilo te sramežljivosti čedalje manj in tako da rezultata na koncu tako ni noben vedel, ker spomini so ostali, rezultat se je pa tako pozabil.